Prisrčen literarni pozdrav vsem prisotnim, poslušalcem, organizatorci dogodka Danici Hudrab iz Tica na Ravnah, mladi harmonikašici Gaji Završnik, ki je učenka šole harmonike Rošer, in seveda pozdrav pogumnim literatom, ki bodo nocoj z vami delili svoja najglobja čustva, ter tudi ostalim, ki bodo danes samo poslušali. Kulturno društvo literatov Mežiške doline letos po zaslugi gospoda Miha Lotriča praznuje 15 let delovanja. Ta dogodek bomo praznovali 4. oktobra v knjižnici, kamor ste lepo povabljeni. Za to priložnost smo sestavili literarni zbornik z naslovom Besede med Uršlo in Peco, ki je trenutno še v tisku. Društvo ima trenutno 27 zelo aktivnih članov in še kakih 10, ki le občasno kaj napišejo. Preden boste poslušali trojko spletkarjev besed, kakor sem jaz imenovala danes literate, nam bo Gaja pokazala, kaj zna delati s fajtonarico. Prosim, Gaja.
Prva trojka literatov so Jože Prednik, Tatjana Strmčnik, zraven oba in Andrej Brumen Spreval. Prosim, da se tle usedejo zaradi mikrofona, tako da vsak pa prosim naj še pove o sebi vsaj 3, 4, 5 stavkov, ker da vas poznajo. Povejte, koliko knjig ste že napisali. Prosim, Jože. Hvala lepa. Ne bom, zadnjič sem bil kregan, ko nisem povedal nič o sebi, jaz pa o sebi ne rad govorim. Mogoče boste med vrsticami, ki bom jih prebral, spoznali moje, kako bi rekel, moje življenje. No, mati fabrika, delal sem v železarni, bil sem železar livar. Mati fabrika, veste, kaj je mati fabrika za nas? In sicer, rad rečem tole, ko dal v železarni sem 40 let, bil sem med penzioniste sprijet. Zdaj delam na črno, se z vnuki igram, po svoje se lepo imam. Pa kaj sera, to je cela vrsta ponaprej. Ampak šalo na stran. Rad delam na vrtu, rad z vnuki sem rekel, da se rad živim, pol se družim z mladimi, malo manj mladimi, še vedno rad plešem in pa tudi kaj napišem. Sprehodi, veliko hodim tudi. Park, kjer stoletna so drevesa, neme priče naših dni, kjer spomini so ostali v trdo skorjo vrezani. To se pravi, da so že kar stara, ne? Ampak nisem rezal tam v škorju nič. Ko stopiš pod krošnjo teh mogočnih dreves, ostane vse, kar te teži nekje v zadju. Tam visoko v krošnji pa čuješ glas ptice, veverico, ki skače z veje na vejo in imam občutek, kot da te spremlja, ko hodiš po parku. Korak postane lahek, pod nogami poče suha veja, vidiš rože, ki cvetijo, čutiš trn, ki te zbode. Ko hodiš, občutiš naravo, uživaš o pogledu na prekrasne metulje, čebele, kače, pastirje, ptice, tako naprej. Tako doživljaš toplino dneva, hlad noči, jutra, na cilju pa zadovoljstvo, plačilo za trud. Letošnja zima je bila mrzla, bogata s snegom, predvsem pa dolga. Zavlekla se je v pomlad in že je bilo poletje z vročino in sušo, posledica, da listje prezgodaj zapušča krošnje dreves. Jesen pa pride vedno prezgodaj. Jesen. Hodim po suhem listju v travi, vse je tiho, mirno, le listje pod koraki šelesti enakomirno, kot da pravi: zima bo, zima bo. Kaj že, se mi korak ustavi, kdaj odšel je rožnik s cvetjem, saj še vesna vence spleta, kje srpan s toplim je poletjem, vonjem trav in ptičjim petjem. Šum listja najavlja zimo, čas toplote in poletja odhaja mimo. Glej, lastovke se zbirati hitijo, že jutri v tople kraje odletijo. Ptice, drobne lastovice, veznanilke ste pomladi, v tople kraje, kjer ni zim, želim, da z vami poletim. Mrzel veter pa zaveje, odnese suho listje dalje, ostanejo le gole veje, čakajoč na bele sanje, dokler pomlad ne pride vanje. Pa še tu imam eno parodijo. Bilo je nekoč, imeli smo to, kar zdaj skoraj več nimamo. Ko smo tiko kmet je njivo obdeloval, traktorjev še ni poznal. Ob žetvi ržin pšenice se sliši kostcev, vrisk in veseli glas žanice. Na mizi žganci in repica, zdrava hrana. Beseda bio še neznana. Danes pa me vnuk sprašuje, me usmerja, poučuje. Dedi, zdavne so že mimo časi, vse drugače je na vasi. Takrat za vse skrbela je narava, za mleko dobra liska krava. To je že zgodovina, vse nam daje trgovina. Kruh vam mesila je mati, za drugo poskrbel je ati. Mlini dolgo že molčijo, za vse trgovci poskrbijo. Tako mi govori moj vnuk, da naj mi to bo za poduk. Zdaj traktor gospodari na ravnici, ni več plevela v pšenici in polja več ne orje plug.
da konec kmetovih je muk. Hibride imamo, nove vrste pšenice, nažalost pa ni koscev več, ni slišati žanice. Pregnali smo tudi drobne prepelice. Imamo novo za prehrano, drago, bio imenovano. Namesto zelja in fižola nas spremlja nadloga holesterola. Še eno našo slovo. Odšla si, tako nenadoma si se poslovila, kot da si pozabila na dneve brezskrbne poletja topline. Polna vonjav sredi cvetja, s pesmijo vetra, odšla si, ostale so le sledi. Pa tako se ni imel te rad. Kje si zdaj, moja pomlad? Hvala lepa. Mene tako vsi poznate, jaz sem Tatjana, prihajam zraven. Kaj ne vse povem? Napisala, izdala 3 knjige, devijam se z vozičkom, sem glasna, kaj še, to je to. Če mi je usoda se poigrala z mano, da vam bolj počaste noge, vam zato hitrejši jezik. Prebrala vam 3 do 4 pesmi, sem malo starejšega datuma, bi novejši ponesla zraven, ampak je zmanjkalo kartuše. Prijatelja Z. Srce ji je trepetalo, ko okušala je njegove poljube. Zaprtimi očmi je divji utrip obstal, ko so jo s kovaškim kladivom udarili besede po glavi. Bodiva samo prijatelja Z. Med pajčevino so besede obležale v kotu sobe. Njene roke so obvisele ob telesu, kakor ranjena prezebla ptica, počivajoč na ledeni sveči, ki prebada ji srce. Naj mar postane ženska na klic, da opazi bo njeno predanost. Naj mu drago zaračuna poljube, da mu zapre hladna usta. Ne, nikdar, ne danes, ne jutri. Raje bo srce varno zaklenila in ga vtkala v regratove verige. Trenutek. Bodi krilo svojih sanj in pojdi v kraje, kamor noga še ni stopila brez razloga. Daj poljub na ustnice in občuti aromo otroka, obisk preteklosti, da boš lažje predvideval prihodnost. Samo udarec v prah ne bo zadostoval za ljubeč trenutek toplega objema. Izgubljeno božanstvo. Bog vršči, ko prešteva mrtve. Tam nekje je prezeblo dete. Otroci s sklenjenimi dlanmi molijo proti dežju. Na njihovih dlaneh ni življenjski črt, je samo neomadeževana koža, kot zaščeni biseri. Slepi popotnik umrl je danes, ker mu je zver bridkosti pojedla srce. Ptice letijo v stavbe poplen in umazni črvi vlečejo ranjena telesa po ruševinah. Kri valovi v venah reke, ko pristopi bregove vojnega zla. Izbirajoč smrt, dete ječi. Pretepeni Bog jutrišnjega dne ne loči več dobrega od zla. In še zadnja, ki mi je nekako pri srcu, samo ima tistih veliko rojev, kam me zelo moti. Z roko v roki. Z roko v roki zapeljemo na ceste naših usod. Z roko v roki si izmenjamo objeme. Z roko v roki imamo ljubezen v očeh. Z roko v roki si šepnemo, ljubim te. Z roko v roki smo potepuhi ljubezni. Z roko v roki si izmenjamo prazne obljube. Z roko v roki smo sklonjeni glav, ko ponižno sklenemo dlani v molitev, da bi spet postali samo ljudje z roko v roki.
Andrej Brumen, čist frišen. Zdaj, Ivani se lahko zahvalim, no, da sem tule. 3 leta približno se ukvarjam z pisanjem aforizmov. Sem zgleda nekaj podedoval, kot tudi oče se s tem ukvarja. Glede na to, da je starejše občinstvo, jaz sem pripravil tudi nekaj za mlajše. Upam, da bo kaj preveč stočnih celo. Pran denar gre skozi najbolj umazane roke. Jezo vedno stresaj skozi sito. Zaradi cifre pade marsikateri mož. Mnogi ljudje nikoli ne bodo občutili, kako je biti človek. Kdor ti je pisan na kožo, ti bo tudi zlezel pod kožo. Najstrožji zapor je zapor na prostosti. On je odprl denarnico, ona srce. Nekateri potegnejo aduta iz rokava, drugi iz hlačnice. Zvesto ga je varala. Raje skozi puščavo brez vode, kot skozi življenje brez ljubezni. Ranjeno srce je hemofilik. Ne sramuj se poti nazaj, če si naprej šel do konca. Nekateri ljudje so napolnjeni s praznino. Po vrhu ne hodiš dolgo. Ko mu je zmanjkalo denarja za kruh, je pokadil le še škatlo cigaret na dan. On je ljubil njene pluse in minuse, ona samo njegov plus. Bila sta si enaka, drug drugega sta imela le za izprazniti. Ene ženske gredo z drugim, druge že s prvim. Izguba nedolžnosti ima običajno krvave posledice. Zaradi lažjega začetka pogosto izberemo težjo pot. Tudi nepismeni si življenje pišejo sami. Nedolžnost se rodi prej kot greh in mnogo prej tudi umre. Za vsak drek prvi, pri vsakem sranju zadnji. Ga ni človeka, ki bi ne bil v modi. Ona je bila strupenjača, on slepec. Pijancem je šank v veliko uporo. Sprejela ga je z obema rokama, odslovila z eno nogo. Pri stisnjeni pesti nikoli ne vidiš, kar imaš na dlani. Miha Lotrič iz Raven, Anka Plevnik iz Šentanjeva in Meta Horjak iz Raven. Jaz sem iz Reka Grabna, se mi zdi bolj pomembno kot Ravne. Druga zadeva, Ivana je predek, da je 15 let po moje zaslugi društvo ustrajalo. Mislim, da ste le vi bolj trpeli z mano, člani, kot jaz z vami, in po zaslugi članov je društvo obstalo, ne po moje zaslugi. Lepo si nas smel, mi smo ti pa vračali. Eno z drugim. No, začel sem s pisanjem razmeroma pozno, ne, že po 50. letu, ki mi je, računalnik mi je zagodil, me je podaril sistem računalniški, seveda takrat so bili komi dobri začetki in to mi je dalo idejo, da sem napisal prvo knjigo Virus Rah. No, pa se je to nekako nadaljevalo in narado je 7 brošur, takih malih. Zdaj, v glavnem, je že kriza po 70. Kriza ustvarjalnosti je tu in več, ko pišem, zdaj še zadnje momente, kolikor morava potujeva, bolj kot pa sva več na terenu, kot pa doma, in to se tudi meni pozna, da tudi ni več take volje bilo na koncu z delom v društvu. In zelo, zelo sem zadovoljen, da je Ivana prevzela in društvo je na novo vzcvetelo. Če boste prebrali, v roke vzeli novi zbornik, ko bo išel oktobra, boste tudi v tem smislu to prebrali.
No, zdaj pa jaz vam prebral ene pesmi, kjer je ravno poletje, čas za pohode v gore, bom pa jaz dve planinske pesmi prebral. Gledam gore soncem obsijane, večkrat z gromom so obdane, gleda polja žitom posejana, od neviht njih žita poležana. S pogledom božan te planine, čudovita polja njih ravnine, po njih lepote imam skomine, obujam stare zdaj spomine. Šel čez polja bom planine, z njih spet gledal bom doline, naužil se bom lepot božanskih, zgubil njih širjav prostranskih. Kjer stikata se gora in nebo, tam našel me nihče ne bo. Nazaj se vrni več ne bom, so polja in gore so moj dom. Uršljogorski škret. Potem, ko stari Miha na Uršljogoro pristopiha, ima planinsko krizo, zato usede se za mizo. Ko se je najedel in odžejal, planince zbrane je nasmejal, staro, zanimivo štorijo, kar verjeti mu ne morejo. Za Uršljo goro živel je škrat. Ljudem se kazal sploh ni rad. Bil je skrivnosten in pa zvit, v temnem gozdu vedno skrit. Nekoč ga Miha preseneti, vendar se škrat ne da ujeti. Po gozdu bega in nori, divjad na njega opozori. Od takrat divjad se nas boji. Čim zagleda Miho, beži na vse strani. Navihanega škrata pa takrat le Miha videl je enkrat. In čeprav sem Korošica, so me zelo prevzeli tisti najmlajši v razredu in pa tudi starejši ljudje z njihovo tako pojočo govorico. In že v šoli in potem v prvih letih upokojitve sem imela skupino narečnih pripovedi starejših in otrok. Zdaj žal tega nimam, je pa v tistem času nastala ena knjiga Stari cajti. Nekaj bom prebrala iz tega, ker pa pišem tudi pesmi, čisto take kratke, preproste, pa mogoče najprej nekaj tega. Življenjske poti. Čudna so življenja pota. Enkrat nas razveselijo, drugič žalostijo, nenadoma pa otujijo. Vsak po svoji poti se poda. Več kot sreče je na njej gorja. Dokler zmoreš, mu v bran stojiš, ko pa omagaš, onemiš. Sreča ni večna. Zakaj vse lepo tako hitro mine? Kot milni mehurček se razbline, komaj zaveš se, da ti je lepo, naslednji trenutek žalost prežene vse to. Res, vse je le kratek hip, trenutek, ničesar ne traja, življenje pa z vsem se oplaja. Tako vedno bilo je in bo, dokler na tej zemlji živelo se bo. In še eno o sožitju. Sožitje je lepa beseda, ki nam marsikaj pove. V sožitju se dvoje src združi, v sreči zatrepeta srce. Tudi živali živijo v sožitju, so druga drugi v pomoč. V sožitju je lažje preživetje, saj eden drugemu dajejo moč. Še rože rastejo skupaj, prelep je na njem pogled. Tulipani narcisa v sožitju olepšata svet. Mačehe drobne so cvetke, kviško ponujajo svoj cvet, da bi več sončnih žarkov ujele in privabile naš pogled. Vse, kar raste, živi in se razvija, povezano je med seboj. Še ptičko prelepo petje nam lepša življenje, ki večkrat je trd boj. Zato pa v slogi je treba živeti, ljubezen naj povezuje ljudi, bo lepše in lažje življenje, brez zavisti, žalosti in skrbi.
ker je bilo letos tako vroče poletje, je iz te knjige en kratek prizor, ki ga bom poskušala prebrati, čeprav bi bilo imenitno, da bi ga odigrala dva fanta, en Marino v Franciji, en sosedov Anzi. Franci sedi, si podpira glavo, dolgočasno govori kar sam seboj. Kak je koj uračo, kak uračo, a je vam tudi šteko rečo. Anzi pride, dober dan, Franci, sem te pa le našel, tek te že išem, Ancajt. Dan, reče, no, ka pa ti je, da si dan štak. Uračo, je da koma sapo loviš. Maj, Franci, ti pa že špesen, reče Anzi, zdaj je pa ja poleti, pa mora biti tako uračo. Je pa neštek čudno, no. Čuj, Franci, a imaš kaj cajta danes? Nak, ga nimam. Maj, kak da ne, saj nič ne deva, sam šteki sediš. Devam. Maj, ka pa kaj? A veš, Anzi, jaz tek študiram, pa ja, ka pa taj študiraš, pojď rajši zraven mene, boš pri nas pri žatvi pomal. A žali bo te pa dansko šte kuračo. Jaz mislil, da bi ti mal pomagal Eiffel ne postavljati. Nak ne morem. A veš, Anzi, jaz koj tek mislim pa, ja, ka pa naj kaj tek misliš? A veš, jaz cel den danes mislim na tisto našo kostano, dole košato, dol za lesom. Ja, križ Božji, kaj ti bo pa zdaj kostana, kostani so pa ja jesen, zdaj pa jak nikaj gr. Pa je, ti pa žen mal tu masno. A veš, Anzi, jaz koj mislim, kak je na tisti kostani zdaj vejko listja. A listja? Ja, a veš, pa tak fajn senca je pod dno. Ja, te smaš pa prav. A veš, Anzi, reče Franci, jaz pa mislim, kak fajn bi bo po testo kostanu senci ležat, zdaj, ko te kuračo. Pa, što imaš pa prav. A veš, reče Franci, bi tek ležu, gladu grta v nebo, pa zravn an malo zadremo, pa že tudi kar zazjeha. Anzi, a ja, Franci, a veš, pa se bi pa zbudil, pa se bi stagnil tota po flaši, pa bi si nalil anga doriga mošta za žejo. Taj pa Franci poštudira. Što bi bilo pa resen fajn. No, a ti nisem rekel, da je kostana fajn tudi zdaj poleti. A veš ka, reče Anzi, konce študira. Ti si resno vse študaro poštudiral. Bom jaz rajši danes kar tebi pomal, pa gremo oba dovta pod kostano ležat v senco. Ja, če bo vam kdaj rečo, pridite v Šentano, grejte ležet pod kostano, prej pa še k Marino pongadorga mošta. Slišali ste, da sem Ravnčanka, čeprav nisem po rodu Korošica, ampak sem že tako dolgo tu, da je Koroška tudi v mojem srcu. Penzijo sem si prislužila z učiteljskim in knjižničarskim delom, zdaj pa pravzaprav delam za nedoločen čas kot bica. Pa še to. Veter šušlja, liže, vrtinči buta in napenja rebra plastičnih rolet. Skuša se prebiti skozi reže, a mu ne uspeva. Vrtinči drevesa med našim in sosednjim blokom. Ob 22. se obrnem na trebuh in poizkušam zaspati. Ne gre in ne gre. Zavrtim se. Sedaj imam glavo tam, kjer so bile prej noge. Vse blazine pomečem na tla. Prestavljam se po 2-metrskem jogiju, ko rjuho moje telo ogreje, se premaknem. Veter še kar melje in melje, moje misli pa se prebijajo po vijugah spomina kot v multipraktiku.
Spet mi Mika ne da spati. Kako sem fantazirala, da bova živela v kučici v njihovem nasadu češpljevi dreves. Svak Toša, ki je že tudi pokojni, je ponosno izjavil: veš, tu je voda in elektrika. 3 leta so že minila, jaz pa še vedno nisem obiskala groba. Saj tudi včeraj nisem bila na očetovem. 11 let je minilo, kar ga več ni. Zdeluje me močan prehlad, moj kašelj votlo odmeva v tihoto bloka. Že od petka jem antibiotike, pa še ni dosti bolje. Včeraj sem sanjala našo bivšo profesorico angleščine. Pravili smo ji English Mica. Nenavadna pojava z brunastimi nogami in valjastim telesom. Ni ji bilo lahko, neprivlačna za moške in za nas, dijake. Prav gotovo pa je imela lep značaj. Prišla me je obiskat na dan, ko so mi v Črni odstranili mandeljne. Septembra bomo proslavili 50. obletnico mature. Koliko se nas bo zbralo? Prav gotovo ne bo 5 sošolcev, 3 fantov, 2 deklet. Kako lepi so na maturantski fotografiji, ko stojimo pred vhodom v Ravnsko gimnazijo. Sedaj pa zginjajo po različnih koncih Slovenije. Multipla skleroza, rak, alkoholizem. To jih je pokopalo. Zunaj veter še vedno neutrudno hrumi, vstanem in se pokrijem s flanelko, prešita odeja je pretopla. Prekleti veter pa še kar razsaja, kot vlak, ki vozi skozi predor. Poizkušam zaspati. Gaja.
Đorđo Radovič iz Raven, Maja Miloševič iz Črne in Janez Švab iz Črne. Prosim. Prvo bom prebral eno svoju pesem, katera je del osebne moje izkaznice. In sicer Južnjak. Nemam sreće da ja bar jednom postanem sjevernjak. Kad sam ovdje došao, zvali su me Južnjak. A sad, kad sam korijene ukorijenio, sjever je odsjeverio, još više sam pojužio, valjda je tako od Boga poklonjeno. Trčim padanjem. Trčim, posrnem, padnem. Ponovo trčim ulicom bezimenom. I opet trčim, gdje joj je kraj, ulici bezimenoj. Trčim i ponovo padnem ulicom bezimenom. Trčim, gdje joj je kraj, padnem. Kako ponovo da ustanem, da trčim, o Bože, da li se sluti kraj ulici bezimenoj. Trčim, padam i nigdje kraja ulici bezimenoj. Znam da znam. Ja znam da znam što drugi ne znaju, da znam. Ja znam to što znam da drugi ne znaju da znam. Oni me upravo zato i mrze, što znam da znaju da znam. Zato je i bolje da ja i dalje znam, a drugi nek mrze, jer nikad neće saznati zašto to čine, a znaju da znam, što nikad saznati neće da znam. I še jednu kratku. To što nisam. Ako sam kriv, neka me kriv da pojede. Ako sam laž, neka me istina izbriše. Ako sam prah, neka me vjetar otpuhne. Ako sam nevjera, neka me ljubav uzdigne. Ako sam to što nisam, neka odmah nestanem. Živjo, moje ime je pa Maja, prihajam iz Črne, drugače zdaj živim v Ljubljani. Svoje pesmi delim v dva cikla, političnega pa družbeno-kritičnega, in ker imam za ljubezničeve Ulkcajta, sem se danes odločila, da bom bolj kot ne samo politične prebrala. Prva pesem govori o tem, o mladem paru, ki jih je ta čas vedno več, ki imata v bistvu vse, imata ljubezen, brezpogojno zaupanje itd. Nimata pa služb in denarja. Luna je ista. Pa sej luna je ista. Luna je ista, kot bila je nekoč. Le midva drugačna. Le midva svalačna. Le midva brezupno strmiva v nebo. Gledam tvoje solzne oči. Rad bi ti pomagal, pa ne zmorem. Rad bi te nahranil, pa nimam. Vse bi dal. Raztrgal bi si kožo, razparal srce, prodal bi se kot kurba za par fičnikov. Le da bi ti bila srečna. Ne gleje. Luna ni kriva. Ona bo tam, tudi ko naju ne bo. Luna je ista, kot bila je nekoč. Le midva drugačna, le midva svalačna, le midva brezupno strmijo v nebo. Vrtenje v prazno. Vrtimo se na vrteljaku, vse do bruhanja, kot tudi kasneje že v izločkih opoldanske malice. Mi se ne nehamo vrteti. Glasni izbruhi solz nas ne motijo, brezbarvni smo. Edino, kar nas barva, je rdeča kri, kri nedolžnih ljudi,
ki jo mažemo po stenah, po stropu, vse naokoli. Hladni smo, ledeni, zamrzeni. Ves čas padamo v prepad lastne okrutnosti in mi, tako neumni, da tega sploh ne opazimo. Le zakaj bi imeli vest in upoštevali klic morale, če tudi sosed ne ve, kaj so vrednote? Če se tudi sosed vrti v bruhanju, le zakaj se vrteli, ne bi tudi mi? Še ena taka bolj šortna, pa najprej ne poudarim, da ni dobeno politično, protipolitično, antipolitično gibanje in da je zgolj naključno pisano v prvi osebi. Ljudje srce države. Me vidite, čeprav majhna znam kričati. Me slišite, v svojo krivicne socialnega dreka, obupana, nategena, zabrisana, pozabljena. Šele včeraj sem se zavedla, da danes bo enak jutri in jutri enak dnevu, ki sledi. Stala bom na ulici, vsak prekleti dan se bom vračala tja. Čeprav majhna, lahko kričim. Me slišite? Mi ljudje smo srce države. Če zakolješ srce, telo propade. Zahtevam vrnitev socialne države, zahtevam upoštevanje naše ustave, zahtevam pravičen pravni sistem. Me slišite? Mi navadni ljudje, mi poceni delovna sila. Mi polnemo državno blagajno. Zaradi nas se industrija premika. Mi čistimo vaše luksuzne avte in polnimo police. Smo zato manj vredni in za nas ni pravice. Me slišite? Ne mičite nam peska v oči, če še ne veste, prazen trebuh boli. Vrnite nam kruh, službe, naš denar. Izbrišite svet, laži in prevar. Me slišite? Čeprav majhna, lahko kričim. No, zdaj pa še eno ljubezensko za na konec, da ne boste rekli, da sem sam. In tako dalje. Napolni črke z rdečim polnilom. Hodi med diagonalami, vejic in pik. Ustavi se zazrt v preglasen klicaj, teci med vprašaji, v tesni kamri tisočih odgovorov in preberi mojo pravljico poševno. Ves hrup otokov na mišljeni divjini, vso nežnost orhidej, vso trdnost bambusovih vej, vse sem zmešala v kotel in po diagonali spisala večnost prepletenih rok. In ko boš stal na ekvatorjevi črti, okrasi roman s pentljo sešito iz 3 pik za najo. Sem Janez Švab, tako da nekateri me poznate iz ene druge funkcije, sicer pa tudi rad pišem in glavnem objavil sem eno knjigo, pa kar ne 2-3 nagrade sem dobil na raznih literarnih natečajih. Zdaj bom pa tu pa iz ene zgodbe, ko je bila v Lanskih odsevanjih sicer že objavljena, en odlomek prebral in morda se bom tudi na tak način boljši predstavil. Tragična zgodba Švabovih je, tako da to je v bistvu čisto iz naših. Upam, da nem predolg, saj sem probal nekaj skrajšati, samo čisto vse se ne da. V septembru leta 1944 se na to področje Kubanskega premaknila glavnina zelo glasne po herojstvu znane Lackoje čete. Koncem oktobra so se tej četi priključili tudi partizani sosedne Avstrije pod imenom Avantgarda. Jože je postajal aktivnejši, vedno več je bilo potrebnih stikov med zaledjem in terenci v Dravgradu in partizani v tem delu Kozjaka. Pogostejše odhajanje v Traberg in včasih nekoliko lažje življenje Švabovih so opazili tudi sosedje in drugi v dolini potoka Velke. Večkrat se je zgodilo, da je marsikateri že kuhani krompir ali polenta za otroke romal na mizo za utrujene, kosmate obiskovalcev samele kmetije in da so se Peterlejevi otroci posladkali z marmelado. Med vojno se je koncem leta 1942 rodil Štefan, v sredini naslednjega leta pa še mala uboga Urška. 7. novembra 1944 zvečer so se pri hiši oglasili partizani. Jože je ženo Marijo takrat že kar s 5 otroki poslal v izbo. Pojedli so kuhan krompir in veliko skledo kislega mleka in med seboj šepetali. Ja, seveda bom šel,
so bile zadnje Joževe besede ob slovesu partizanov, ko je bil prazen tudi pisker mošta. Zjutraj Mrn Traberg je v posteli zašepetal Mariji. Imel je nemirne spanje. Vso noč se premetaval, noben položaj mu ni odgovarjal. Prebudil se je že pred svitom. Rajtam, pa tudi mora biti fertih šte hudičuje vojne, pale bo pa tak boljši za vse kop. Meda ja ne bo treba še za što umret Bog ve kejko ljudem, je pred odhodom potolažil svojo utrujeno ženo. Sklenil je, da bo prebudil še soseda Podlaufa in ga zvabil seboj v Traberg. Tako bo manj sumljiv, kajti postajajo je previdnejši. Podzavest sta se mu prikradla strah in negotovost. Nerad je šel mimo policije, kajti vedel je, da so ti hudiči frdamani, kot jih je imenoval, tudi zanj zelo nevarni. Posebno neugodno mu je bilo srečanje z zloglasnim gestapovcem Bedrihom, ki so ga domačini imenovali kar Bluthund, grd obraz, osrne besede iz dostikrat pijanega človeka, okrutnost in pendrik so zaznamovali tega sudetskega Nemca. Pendrik je bil njegov zaščitni znak in domačini so vedeli povedati, da se od njega ne loči niti v spanju. Že sam narobe storjen korak je lahko domačina stal njegove brce, klofute ali udarca s pendrikom. Po prihodu v Traberg sta zavila Wolfovo gostilno, nato v trgovino in nazadnje še k Bačo. Jože, ki je imel slabe občutke, je računal na to, da če mu kdo sledi, mu bo zamešal sledi prav z logično potjo. Gostilna, trgovina, gostilna in pot domov. Pri Baču je lastnici Angeli, ko jima je prinesla drugi kozarec vina, stisnil v roke listek, ki so mu ga prejšnji večer dali partizani. Spraznila sta kozarce in stopila z gostilne. Pred vrati pa so jo čakali 3 mrki možje. Jože je prebledel. Zavedal se je, da je izdan. Pred njo je stopil grdi kozavi Bluthund in z osornim glasom zakričal: Hände ho, banditen! Jožeta so uklenili in Bedrihova pajdaša sta ga pošteno udarila s puško vsak svoje strani. Pred šefom sta se hotela izkazati. Bedrih je Podlaufa nagnal in ta je tekel po klancu z veliko hitrostjo. Na drugi strani ceste je starejši možakar Plimon vse skupaj opazoval. Bluthund, ko je mislil, da Plimon ne gleda več v to smer, z nogo močno udaril Jožeta v mednože. Zaradi bolečine se je revež sklonil, pajdaša pa sta nadaljevala s puškinimi kopiti. Švajne, auf! Se drl Bluthund in vsi, ki so se v tistem času znašli na trgu, so pospešili korak ali se poskrili za vrati starih hiš. Tudi priletni Plimon je zbežal. Tisti dan so aretirali kar nekaj domačinov, med njimi tudi Bačovo Angelo, ki je bila zadnji stik z Jožetom. Odgnali so ga v zelo glasne zapore in tam je bil deležen poštene obravnave. V eni od celic je zbral toliko moči, da je na steno izpraskal svoje ime in priimek. Podlauf je jadrno odsvrl domov. Nisi upal niti pobrati živeža, ki je padel z Joževega nahrbtnika v aretaciji. Proti večeru je le zbral korajžo in jo mahnil k Peterleju in Mariji povedal za tragični dogodek. Marija je preko Podlaufa zaprosila njegovo ženo za varstvo otrok in čez 2 dni odšla v Traberg na policijo. Privedli so jo pred gnusnega gestapovca Bluthunda in ko je drugi gestapovec Pliberšek prevajal njeno moledovanje, da bi lahko moža vsaj videla, jo je ta odpravil z besedami: Baba hudičova, banditska, beži, da ne bomo še tebe. Tudi drugi so se norčevali iz nje. Vsaj zadnji krat si ga še želela videti, pa so jo to želji odbili. Objokana, razočarana in prestrašena je odšla proti domu. Po glavi so se je podilile same črne misli. V svoji kmečki pameti ni razumela, da so lahko na svetu pošasti, ki 5 malim otrokom odzamejo očeta. Ni pomagalo niti sklicovanje na revščino, niti na bolezen 2,5 leti stare Marice in 3 tedne stare Urške. Pomanjkanje, bližajoča zima in bolezen so povzročili, da sta obe kaj kmalu umrli. S pomočjo nekaterih sosedov so se Marija in majhni otroci, 6-letna Pepca, 4-letni Franc in 2-letni Štefan,
prebili čez dolgo zimo. Res jih je dosti krat bolel želodec zaradi lakote, pa vendar je skrbna mama zanje že nekako poskrbela. Spomladi je mama Marija prijela pod roko vse tri in šla v Tavrh k sosedom. Za celodnevno delo je prislužila hlebec kruha. Kadar je bil Tavrh dlje od doma, pa je bila varuška mlajšemu Francu in Štefanu 7-letna pepca. Pod hišo pri Petrleju je stal star zakrivljen macesen. Že generacije te male kmetije so ga puščale kot nekakšno hišno drevo, da strela ni udarila v hišo ali v hlev, ki je bil v nadaljevanju hiše, ampak vanj. Pod njim je bilo veliko mravlišče. Male, uboge sirote so nekje slišale, da ko so mravlje na mravlišču močno aktivne, takrat malo prične padati dež. Razkopali so mravlišče, mravlje so postale močno razdražene in zelo bojevite, le dežja ni bilo nikoder. Dežja so se nadejali zato, da bi mama čim prej prišla s Tavrha in bi njihove lačne, že kar boleče želočke potešil kruh, ki bi ga prinesla. V Jožetu ni bilo ne duha in ne sluha. Marija še nekajkrat poskusila na policiji izposlovati obisk, vendar so bile tiste zverine neumajne. Niti tega je niso hoteli povedati, ali je živ ali mrtev. Upam, da nisem dobrodolčen. Z obiskom sta nas počastila naš nekdanji član Rudi Mlinar, ki je sedaj že priznan pisatelj in ki je verjetno napisal več knjig kot mi vsi skupaj. In njegova žena Ivana Vatovec, ki je pesnica in prav tako priznana. Naslednji dva nastopa pripadati njima. Rudi, prosim. Ko sem pred 14 leti odhajal od Koroške, je bil ta krog precej manjši, kot je sedaj. Vidim, vesel sem, da je sedaj vas veliko več. No, ko sem pa odhajal, 14 let sem se pomislil, da ravno toliko knjig sem tu zdaj napisal. Se pravi, da za vsako leto, ki sem je prebil v Brežicah, je skoraj ena knjiga išla. Zdaj prebral vam bom odlomek iz zadnje knjige, ki bo šla v mesecu v oktobru pri Celjskem Ohorjevi in pri Celovškem Ohorjevi. Naslov je pa Ko ni cvetela ajda, govori pa o pregnanskih izseljencih z naše Dolenjske in iz Koroške, se pravi iz dveh strani, ki se družini srečata potem v Nemčiji. Zadnji odlomek pa je tak. Ko smo se izvili iz gozda, se je pred nami razprostrl prekrasen pogled. Nanti, ki je nesel košaro z Andrejčkem, je naredil nekaj korakov, potem je obstal. Stopila sem do njega. Je tista gora tam Peca, sem rekla in pokazala na mogočno goro, ki se je onkraj doline vzpenjala v nebo. Nanti je pokimal. Res je Peca. Kako pa to veste? Andrej mi je toliko govoril o njej, da ne more biti kaj drugega. Res prekrasen pogled, ko sonce obliva skale in se gozdovi pod njo lesketajo v jutranji sončni pozlati. Vsa prevzeta sem stala in po licih so mi začele teči solze. Se mnou je prišla sprostitev po napetosti, ko so se v popolni tišini po skritih stezah in najgostejšem gozdu, ne da bi se sploh zavedala, kdaj prečkala mejo. Šele ko sem bila že daleč čez, mi je rekel, sedaj se že lahko spregovoriva, ker najo ne morejo slišati. Če pa najo bi, jih ne bo za nama. Vse breme preživetega je padlo z mene, polno ognja sem zadihala svež jutranji zrak in najraje bi razširila roke ter objela vso to prečetovito pokrajino, ki se je kako razrednice ležala pred mano. Tu spodaj je pod Juno sem pokazala, res je, to je naša Koroška, je še daleč. Nante se je skromno nasmehnil, rekel ni nič, ampak je stopil naprej. Ob travniku smo prišli do tja, kjer se je svet začel počasi spuščati proti ravnici. Na robu je Nante obstal in nekomu pomahal. Tedaj se je v soncu zableščalo in na tisoče cvetov, ki so se rahlo pozibavali v jutranji rosi. Ob robu te njive je stala ženska, vsa užarjena od mladega jutra in belo-rožnatih cvetov. Ta silnost pogleda me presunila, da sem kakor omamljena nekaj trenutkov stala in pila. Mama, me je prevrelo iz prosi in stekla se mi objem. Dolgo sva tako stali, objeti brez besed,
Slišati je bilo le rahlo dihanje, solze pa so nemo kapljale drugi na ramo. Šele ko je prišel do naj Nanti in se v košarju oglasil jok, sva razklenili roke. Sklonila sem se in dvignila sina. Obsijan s soncem se je skremžil, a skoraj v hipu prenehal johati. Podala sem ga mami. Mama, to je naš Andrejček. V njenih očeh se je zableščalo toliko ljubezni, da me je zabolelo. Nekaj trenutkov je nepremično gledala van, potem ga prežela nase, se obrnila proti njivi in pokazala na migajoče cvetove. Vidiš, Andrejček, tako pa pri nas cveti ajda. No, jaz sem pa tudi po Rudiju pridružena članica tega literarnega društva in hvala za povabilo. Češnjeva veja. Včeraj je češnjeva veja v moje okno strmela, z nabreklih zelenih oči je kaplja za kapljo povzela, v veter pet je bil njen trepet, kot da zadnji zimski dah iz sebe izceja. Pa se mi pesem ta zala ni na papir zapisala. Danes deževnih klobučkov ni več. Zelene oči se razpirajo v tisoče belih sreč, da zažubore po vseh nekdanjih poteh, da vzvalove po mladih omamljenih travah. Danes se mi je pesem pomladno mehka in zala na papir vroče zapisala. In moja starmama, kar pomnim, je bila vsa v črnini, moja starmama. Od dne, ko je bistrega kodrolasega Jožeka Davica vzela, tako silno si je želel tisti pipec, da ga je šel oče Martin, moj ded, metliko iskat, kot da bo z njim smrti prerezal vrat. Pa je pipec Joškov zaklad obležal sredi peči, ko se je smrt polastila njegovih jasnih oči. Potem je prvorojenec Martin s posebno mehkobo v očeh, ki je tako vedro vsako nedeljo sredi vasi raztegnil svoj meh, obležal pod strelom nekje v dolenskih bregeh, da so mu potem le mehke poletne noči s pozabljeno pesmijo božale bele kosti. In je svojo črno ruto moja starmama še bolj potegnila na oči, da ne bi iskale njiju kri njene krvi. Potem je šel Ivan, tretji sin, in na to še moj ded, njen mož Martin. In jaz nisem vedela, zakaj postaja njena obleka vse bolj črna. Vse noči jo je kašelj dušil, sušila jo je na duha. Le takrat se je oddaljen smehljaj v oči naselil, ko mi je majhni odrezala krajec v peči pečenega kruha. Kar pomnim, je bila v črnini, moja starmama. To je do danes ostalo v meni. In hropeč kašelj in na duha, in krajec nebeško dobrega kruha. A bi mogoče lahko, gospa Polak, naša najnovejša članica, ne, pa drugič, v redu. Ivanka, no, pa Ivanka komprej. Naša najstarejša članica. Točno, in zato imam nostalgijo za mladostjo. Kot Štajerka sem prišla v Črno, najlepši kraj za moje življenje. In učila, potem sem na socialnem delu, potem sem bila na koncu birokrat v samoupravnih interesnih skupnostih. Največ sem na Uršlji gori literarna srečanja oziroma kulturna srečanja organizirala, to je bilo luštno, pa mi je ostalo v spominu marsikaj. In sem napisala, Amurke še dišijo. Polovico tega sem prečrtala, ker je tisto vroče vreme minilo in nas ne bi več tisto zanimalo. Bilo je pred mnogimi leti, ko sva se potepala po planinah in sva sredi najlepšega poletja spoznavala gorsko cvetje.
V spominu so mi ostale murke, ki so opojno dišale, da sva se dolgo zadrževala na trati ob njih. Še posebej so mi ostale v spominu zaradi tega, ker sem na večerni zabavi ob Avsenikovi melodiji, tam, kjer murke cveto, plesala svojim partnerjem in me je tako zasukal, da se mi je zvrtelo, pa se mi še danes vrti, ko me vabi s seboj po planinskih poteh. Za okrogle obletnice poroke sva si privoščila dopust v planinah. Večkrat sva tudi za navadne obletnice, ne samo za jubilejne, potovala po planinah, po domačih in tujih gorah, premagovala utrujenost in uživala ob razgledih. Res je lep ta naš svet, ko ga gledaš z višine. Takrat pozabiš na muke vzpenjanja in na strah pred prepadnimi stenami. Na vrhu je lepo in vedno znova se zahvalim sopotniku za spremstvo po planinah in v življenju. Za letošnjo okroglo obletnico sva sicer načrtovala trodnevni izlet, pa se že po 2 dneh vrnila, ker domača postelja je ljubša od ležanja v avtu. To sva si privoščila nekoč. Oba sva ugotovila, kako je doma lepo. Doma pa je spet vzniknilo hrepenenje po vrhu, ki sva ga po predčasnem odhodu z dopusta na nek način pozabila. Pa sva šla in doživela nagrado. Na samem vrhu, tam daleč, sva doživela čudež. Prikazala se nama je Marijka. Na samem vrhu sva našla kotiček, kjer so dozorevale črnice. Še v življenju nisem doživela take sreče. Le enkrat se nama je to dogodilo. Usedla sva se ob črnicah, si napolnila želodce in kar pozabila na tiste lepe dni, ko so dišeče murke osvajale najina srca. Povejte, a murke še dišijo? Tako, to je bil naš prispevek k Ravenskim dnevom. Upam, da se naslednje leto zopet vidimo, kajti literati bomo imeli nove pesmi, aforizme, prozo. Saj nas nekaj neprestano žene, da moramo vzeti papir v roke in pisati, ne glede na to, ali bo komu všeč ali ne, ali bo nas kdo poslušal ali ne. Lep večer še naprej in hvala.